stanovanjska problematika, če vas nekaj se premika v Dravogradu, gradi zasebnik, občina tudi načrtuje ta blok neprofitnih stanovanj, kje po vašem so še rezerve, kje se še da, kakve lokacije, karkoli, da bi se to ojačalo? Jaz od začetka poudarjam, da sem jaz profesorica geografije in zgodovine. Tudi kot profesorica geografije smo imeli v bistvu tudi urbanistično planiranje in jaz vsekakor se bom zavzemala najprej za to, da se naredi razvojni načrt z novim prostorskim planom, ki ga bi naredili skupaj z občani in pa skupaj z strokovnjaki za posamezna področja, torej celostno od mladinske strategije do stanovanjske politike, do gospodarskega načrtovanja, prometne infrastrukture, torej celostni pogled. Zato se jaz ne bi želela opredeljevati, kje so tista območja, ker nisem jaz tista, ki bom rekla, ne vem, tako kot se zdaj reče, recimo gasilski dom smo zaprli, pa smo naredili stanovanja, da bomo zaprli recimo zdravstveni dom, pa bomo naredili stanovanja. Jaz si tega sama ne dovolim, zato ker nisem strokovnjak za to področje, tudi nimam v svoji skupini strokovnjakov za to področje. Jaz pa mislim, da je Dravograd prevelikokrat šel v to smer, da smo se na lokalni politiki bili mogoče preveč vsevedni in smo se odločali. Jaz sem rekla, sicer nisem se glede tega odločala, ampak da so se odločali tudi glede tega, kje bo kaj, in zato imamo v bistvu sredi trga spalno naselje, namesto da bi trg živeli. Še pred kratkim smo v bistvu pa mi rekla, ni kaj narobe, da se bo zdaj recimo tista stara naša gostilna Kajzer obnovila, ampak tam bodo stanovanja. Šola, ki pa ima tako ali tako težave, recimo s parkiranjem zadaj za šolo, pa ne samo šola, delavci šole, pa tudi stanovalci trga imajo velike težave s parkiranjem. Na koncu se bo zgodilo to, da tudi tisto parkirišče, ki je nastalo za šolo, ki je namenjeno delavcem, stanovalcem, bomo mogli ponovno spet dati stran nekaj teh parkirnih prostorov, ki bodo namenjeni stanovalcem v novem objektu. Sama sem mnenja, da v trg bi mogli spraviti gostilne, včasih se je to reklo skoraj, se je reklo od šanka do šanka, pa res je bilo od šanka do šanka, pa ne prireditev, ampak je bila gostilna pri gostilni, spredaj smo imeli v bistvu te vrtove, na koncu so se tudi, ko se je delala celostna obnova trga, pa so se naredili tisti veliki pločniki, tudi z namenom, da bodo lahko tam recimo gostinci imeli svoje turistične vrtove. Na koncu pa zdaj tisti veliki pločniki samevajo, ovirajo v bistvu tudi parkiranje v trgu in res si želim, da bi v trg prišle ne samo poleg cvetličarn, ki še edini živita, pa ena gostilna, da se preseli mali podjetniki in da trg zaživi. Vi stanovanje, pa mogoče replika na trg, oziroma kako je vaše mnenje o živitvi, pa res ne samo s temi prireditvami, ampak, kot se rekla, ne gostilne, trgovine. Ja, trg bo užival, ko bomo dobili voznico, to je nemenovno dejstvo, da pred tem s takšnim prometom 2000 pa še nekaj vzeti dnevno skozi trg, boš verjetno težko našel podjetnika, ki bo tam šel, bom rekel, nekega posla. Je to, bom rekel, zopet bom uporabil besedo prekletstva nekih teh trgov, pa ne, v Dravogradu, na splošno, pogledamo si Maribor, pogledamo si druga mesta. Ljudje pač imamo radi komoditeto, se pravi, da se pripelješ z avtomobilom pri trgovini, pa že mogoče skoraj v njo, kupiš tam res široki izbor izdelkov, kaj ne potrebuješ in greš. Ker če bi to bilo tako, verjetno tudi ti, bom rekel, stara mestna jedra po ostalih občinah ne bi toliko samevala. Objekti v samem trgu so večinoma v privat lasti, občina tu lahko pomaga za kako davčno občinsko politiko, z oprostitvijo. To je stvar seveda, rekel, občinskega sveta, jaz tudi nobenega problema, če bomo k temu pristopili, se bom seveda takoj za, ampak še vedno jaz osebno mislim, da dokler res ne bomo dobili voznice, se nekaj resne živitve samega trga, ne bomo mogli iti. Gostilne, ki so se zaprle, so tudi bile vse privat lasti zaradi pač upada prometa, mogoče ni bilo naslednika, ki bi gostilno prevzel in je pač zadeva potem takšna, kot je. Glede stanovanj pa v Dravogradu imamo neka dva večja, bom rekel, blokovska naselja, to je Robin Dvor pa Meža.
Zdaj sama širitev je možno še en del na Meži, kjer je še občina lastnik nekih, bomo rekel, zemljišč. Tam bi se lahko postavil še en tak blok neprofitnih stanovanj. Drugače pa seveda izkoriščamo tiste objekte, ki ostanejo prazni, tako kot je bil gasilski dom, ki smo ga preselili, se pač tam izgradila neprofitna stanovanja, ki so se takoj zapolnila z zadovoljnimi najemniki. Enako bo verjetno tudi z vrtcem, nekoč v Dravogradu, če se bo preselil tam, bo verjetno tudi nastal potem neka večstanovanjski objekt, ki bo na voljo pač mladim oziroma tistim, ki se bodo na ta razpis prijavili. Ostalo je pa seveda stvar občinskega prostorskega načrta in pa umeščanja potem neko nadaljnjega razvoja v občini. Če še lahko mogoče samo dodam, mi se zdaj pogovarjamo samo o Dravogradu. Dravograd pa ni samo Dravograd kot mestni del, ampak je tudi Šentjanž in vsi ostali. In jaz vidim velik potencial ravno v teh krajih, glede na to, da se lahko tam širi, ker mislim, da sam Dravograd je zelo zaprt med vsemi temi rekami, cestami in tu, tako da tu ne vem kakega groznega širjenja verjetno ni pričakovati. Je pa Šentjanž vsekakor en potencial, posebej tako zato, ker se bo tam gradila tudi v bistvu navezava na tretjo razvojno os in ljudi, ki bodo stanovali ob sami cestni infrastrukturi, ki bo zelo hitro povezala Šentjanž mogoče z Ljubljano, verjetno bo postalo veliko bolj zanimivo za naselitev in koliko jaz vem, tudi Šentjančani si ne želijo biti ravno samo industrijska cona, ampak si želijo tudi mogoče nekega napredka na drugih področjih, si želijo tudi igrišča in verjamem, da bodo bolj veseli, da se bodo v njihov del umeščala tudi stanovanja, ne pa samo industrija. Kaj pa, gospod Preksavec, ta hotel Traberg prodaja se za 770.000 na nepremičnine net, kako prihodnost tam napredujete? Ja, hotel Traberg je, bom rekel, privat lastništvo. Tu je zopet, bom rekel, težava lastnika, ki očitno ni našel tiste prave strategije, da bi ta hotel zaživel. Zdaj, kaj lahko občina tu naredi, lahko ga kupi ali pa, bom rekel, da seveda z nekimi pogovori poskuša tudi sama poiskati nekega investitorja, ki bi pa prišel v Dravograd in seveda našel najprej konsenz z zdajšnjim lastnikom in zadevo zapeljal. Zdaj sam se glih k nakupu ne nagibam najbolj, ker zopet treba je imeti, bom rekel, neko vizijo, kaj bi tam sploh meni, zdaj, da bi se občina ukvarjala z gostinstvom, bom rekel, da je zelo težko, verjetno, da bi zadeva bila uspešna, imeli smo v Radljah hotele, pa v Črni, pa še nekaj, pa se zadeva nikoli ni vnesla. Sam mislim, da mora biti to v neki privatni iniciativi, takrat ta zadeva, vse kar se gostinstva tiče, živi, je pa seveda res, da je tam veliko, bom rekel, tudi ostalih lastnikov, da gre za etažno lastnino, da so parkirišča, bom rekel, opet v etažni lastnini. Tako da je to en izmed objektov, ki bo res mogel v neki bližnji prihodnosti, sicer neke informacije so, ampak po uradne, bom rekel, da se naj bi nek kupec, ki ima gostinsko dejavnost, pojavil in jaz upam, da bo našel skupni jezik, da bo ta zadeva se kupila. So pa tudi zopet želje po neki nadgradnji, da bi se hotel povišil na eno nadstropje, kar je zopet treba dobiti dovoljenje spomeniškega varstva, cel trg je zaščiten. Tudi OPN bi bilo treba v tem primeru spomeniti, da veliko nekih korakov je odzadnje, da tako zadevo, bom rekel, spraviš naprej. Ja, zelo podobno razmišljam v tem delu. Na koncu občina ima možnost odkupa tudi take zadeve, tu zadaj je potem cel kup zadev, rekla, vemo, da imamo Špic zdaj v eno gostilno, ta gostilna že vrsto let povzroča negativno, v bistvu ima negativni dobiček, tako pravzaprav nima dobička, tako bom rekla minusa. In tu se tudi kaže na to, da v bistvu hotel reši lahko res v bistvu samo podjetnik, ki se bo s tem ukvarjal, imel vizijo. Tu vidim edino eno prednost, ker imamo ogromno športne infrastrukture v bližini, da bi občina v tem delu edino lahko tistemu podjetniku nekako mogoče pristopila na pomoč s tem, da mu ponudi tudi recimo možnost koriščenja, ne vem, tudi te infrastrukture, mogoče po kakih bolj primernih cenah in privabi se potem recimo lahko ta neke športne skupine in tako naprej. Tako kot sem pa že na začetku rekla, razvojni načrt je tisti, ki najbolj pove,
kaj bi bilo smiselno in kaj ne. Seveda potem pa občinski svet plačal toliko denarja, ne. Vsekakor pa bi se zavzela za to, da bi se ta recimo hotel namenil v namene, ne vem, naseljevanja ljudi, ne vem, neke centre, kar se je že omenjalo, da bi bil samski dom ali pa kaj podobnega. Zato pa bi vsekakor pristopila na stran ljudi in poskušala tudi nekako urediti, da bi v tistem primeru tudi občina mogoče financirala, pa mogoče prenovila, usmerila tako kot Youth Hostel ali karkoli nekaj namenila, pa potem mogoče šla naprej v odkup, preden bi se zgodilo kaj takega.